Pri papežu Frančišku, recimo, kolikšna stopnja obloženosti je možna ali je pa ni? To je zdaj vprašanje bolj za kakšno obveščevalno službo, ne? Jaz bi tako rekla, ne, jaz mislim, da ne. Pač seveda vemo, Janez Pavel II. Je živel v popolnoma drugem času in tudi njegova izvolitev, ne, je takrat predstavljala, pač tudi, če se spomnite, ne, papež iz vzhodne Evrope, to je bilo v takratni politično, recimo, strateški razdeljenosti sveta izjemno revolucionarno dejanje. Zato bi rekla, da takratna stopnja njegove ogroženosti je bila, ne bom rekla večja, ampak vsekakor drugačna, v nekem drugačnem kontekstu, kjer je političnem, mogoče, kjer je bilo to mogoče bolj možno, recimo. Jaz pri Frančišku v bistvu te nevarnosti ne vidim. No. Ne vem, zakaj bi se to zgodilo, razen seveda imamo vsi norce med nami, ne, in lahko se zgodi karkoli. Je pa res tudi, da prav zaradi tega, kakršen je on, 100% nevarnosti mu ne morem niče zagotoviti. Kar se pa tiče v bistvu tega, da mogoče, kako je težko biti drugačen, da mogoče njemu ni lahko, oziroma ta njegov rek, ta njegova, to, kar vedno poslovilne besede, molite zame, bi pa rekla tako, kolikor jaz vem, in kar mi je bilo pač povedano, to spet ni nič novega. On je pa vedno se na ta način poslavljal od ljudi, tudi v Argentini že prej, ne? Pač prosil se priporočal za molitve drugih, ne? In to, ne, da mu je mogoče težko biti tak, kakršen je, tudi mislim, da ni čisto res, oziroma da on s tem nima težav. On je popolnoma pomirjen sam s sabo. On je prišel v Rim na konklave s povratno karto. V Argentini je on imel, pač v neki tej se reče dom za duhovnike, ne, že on je imel tam sobico, jaz sem bila, če jo pokazali, sem jo tudi snemala. In je temu, ne, diakonu, ki je tam, in ki sem ga tudi intervjuvala, rekel, se vidiva za veliko noč. In ga je potem poklical in rekel, se bojim, da ne bom mogel priti, me je nekaj zadržalo. On na nek način zdaj čuti, da res ni nikogar več med njim, razen Boga. In da je to, kar je počel celo življenje, končno prosto vseh bremen. Se pravi, to mi je razložil njegov jezuitski brat. Ampak ko si ti enkrat papež, ne, ni nikogar več nad sabo. In zdaj po domače povedano, to mi je tudi nekdo v Argentini v smehu rekel, jaz sem si tako prevedla v slovenščino, ni čisto točno, se je spustil sketne. Tudi ti pač vsi ti intervjuji in nastopi, ki jih ima v bistvu dejansko odražajo eno tako res vedrino duše, bi rekla, ne? Nekoga, ki je popolnoma spravljen sam s sabo. Ne? A ima kaj interesa, da pride v Sloveniji na obisk? Jaz sem tudi svojo osebno izkušnjo, ne, s to njegovo Slovenijo. Ne. Skratka, ko pride pomemben predstavnik tvoje države, imaš kot novinar, ki ga spremlja, potem možnost, da se tudi rokuješ s papežem, da te blagoslovi in to. In jaz sem si pol drzala, nekako sem jaz delala, sem se tudi jaz spustila sketne in sem pač mu rekla, ne, sem rekla, lejte, sem bila v Argentini, sem srečala se z vašimi raznimi pač prijatelji in sorodniki in sem spoznala tudi vašo nečakinjo Marines. In on reče, mislim, res izbruhne tako, Marines, non sa fare la potica. Po meni ne zna peči potice. Jaz sem tako v šoku, mislim, res je manjkal sam, da bi me še po rami trepljal in se krohotal, ne. Sem se več držala za roko in on to reče in se tako zareži. Jaz nisem sploh razumela in sem rekla, kdo? Ki? Io? In se začne krohotati in rekel, Manolej, Marines! In se vsi smejemo. To je bil pol konc, če se bi zgodilo, ne. Pa hočem bojati, imam to zdaj tako nekako nosim v sebi kot en tak spomin, res smešen, ne, ker je, mislim, pač vedel je seveda, da je bil slovenski premijer in seveda sta govorila o tej potici, kam vsi nosijo potico in zdaj cela Slovenija, vsi slovenski politiki so vsi srečni, ne, ker imajo pač to potico, zdaj vsi izrabljajo, ključ do papeža, ne, in je strelil v spisno potico in pa Boga Marines, njena Boga, se je verjetno je fajn in vse sam pač ne zna peči potice. Ker mi je pa ona pravila, da mu vedno pošiljajo
daje pirhe, ne, otroci njeni pa to, ne, da mu za vsako veliko noč pošljajo pirhe, pa tašča, ne, ta mama možavi, da dela to poticam, da mi je to strašno rad. Skratka, kaj hočem reči, on točno ve, kje je Slovenija. Zdaj pa, to je pa v bistvu bi rekla neko tako politično organizacijsko vprašanje, ne. Jaz, ki bi ga lahko znala izkoristiti slovenska politika, ampak ne vidim zaenkrat. On hodi po periferijah, no, in je šel v Albanijo, in je šel na Lampedusa. Skratka, v simbolna mesta nekega, bi rekla, neke odprte rane, nekega človeškega trpljenja. Ne vem pa, če ne samo slovenska oblast, tudi slovenska cerkev, bi rekla vrh, pardon se upravičujem, če v koga predsedela, ampak ne razmišlja o tem, ne, oziroma tudi ne, ali pa razmišlja, pa jaz to nič ne vem, zato upravičujem, če sem kaj narobe rekla. Jaz se sprašujem, zakaj se ta slava, ki se pleta v Frančiška, ni oprijela tudi Benedikta XVI, ko je vendar čudovite stvari naredil. Nekateri zelo sveti kardinali se sprašujejo o tem, na kakšen način se zdaj razbira doktrinalni nauk cerkve. In mediji govorijo zdaj o teh kardinalih kot po nekih izmečkih. In v Sloveniji je ogromno tega pozitivnega, nekritičnega spremljanja vsega tega, kar se godi. O čemer sem govorila že prej, ne, da imate percepcijo tega papeža oziroma videnja tega njegovega dela, ki ga imajo nekateri za napačno. Ne njega kot človeka, ampak zdi se jim napačno, da uvaja te, bi rekla, spremembe v cerkev, te pristope. To bo škoda. Prosim? To je škoda. Zastonj je slaviti enega človeka, če je pa škoda narejena nauku cerkve. No, tle se jih ne bi strinjala, ker v bistvu ne poznam primera, kjer bi on dejansko tako spremenil nauk cerkve, ki ga pa je, ne vem, no. Je pa res, da to, kar vi govorite, je zelo, zelo prisotno stališče in jaz mislim, da je veliko ljudi tudi v Italiji, prej smo omenili kardinale, ne, sem dala zelo podoben odgovor, ne, ljudi, ki pač ne čutijo z njim. To, kar ste pa rekli o tem slavljenju njega in ne Benedikta, ne, to pa tudi drži, ne, in tle imamo veliko vlogo laični mediji, ne. Veste, v Italiji, moji številni kolegi vatikanisti, ne, katoliški novinari, ki odvedno pač pokrivajo Vatikan in papeža in vse papeže, so bili v zadnjih letih po Frančišku, ne bom rekla užaljeni, ampak kratko malo, kako bi rekla, cinični do tega strašnega zanimanja laičnih medijev za tega papeža, ker prvič niso nič vedeli, nič razumeli, ne poznali nobenih razlogov, sam fancy se jim je to zdelo, ne. In kar se Benedikta tiče, tudi to drži, ne, se sem vam prej rekla, ne. Mi ga nismo sploh pokrivali, praktično ni bilo recimo zanimanja, ne. Razen zato, kar je bilo in je prihajalo izpod njegovega pontifikata in je bilo večinoma negativno, ne. Zato, ker pač verjetno ni imel tega daru, ne, oziroma mu ni bilo do tega, da na ta način javno deluje, ne. Jaz sem danes dobil občutek, da bomo jezuiti po papežu Frančišku morali čakati še dolgo let za naslednjega jezuitskega papeža.